Slovenski ponos z imenom Adria Mobil praznuje 60 let. V kako veliko in mednarodno pomembno podjetje se je v teh 6 desetletjih oblikovalo, se Slovenci ponavadi zavemo šele takrat, ko obiščemo kak bolj severni kamp ali pa recimo največjo karavaning prireditev v Düsseldorfu. Tam Adria redno zaseda največje razstavne površine in ustvarja eno največjih gneč. Je pa to povečano navdušenje nad takšne sorte uživanjem prostega časa ta hip na prelomni točki. Branža karavaninga je zadnjih 10 let kontinuirano rasla. Jaz, ko sem gledal številke, jaz nisem mogel verjeti, da taka branža obstaja, da to iz leta v leto raste in se razvija in si lepo živijo v njej. Letošnje leto je pač nekoliko bolj specifično. Jaz to imenujem en wake-up call. Pričakujemo, da naslednje leto bo še nekoliko zahtevnejše zaradi zalog, ker ko sem se pridružil tej branži, vsi so pričakovali, da bo ta prevelika zaloga se razprodala v 6 mesecih, na to se bo vse nadaljevalo tako, kot je delovalo v preteklosti. Zdaj izgleda, da težava ni tako enostavna, kot so si nekateri zamislili. Jaz osebno ocenjujem, da bo ta prevelika zaloga do neke faze normalizacije obsega zaloge trajala vsa do pomladi naslednje leto. In po teh 2-letnem obdobju jaz mislim, da lahko ponovno z optimizmom gledamo naprej. Glede na to, da se bo število upokojencev iz leta v leto večalo in vedno popularna je ta oblika preživljanja prostega časa, tako da mi z optimizmom gledamo v bistvu v prihodnje. Torej, poslovno lepši časi so spet na vidiku, a prelomne točke se ne čuti samo iz prodajnega vidika, panoga se mora prilagoditi tudi v tehničnem pogledu. In v tem pogledu Bruselj prihaja na pomoč. Naša branža si je več kot 15 let prizadevala na to, da se v bistvu za naše produkte napravijo izjeme, kot so recimo za rešilna vozila in za specialna vozila. In Evropska komisija je to potrdila, to naj bi bilo javno objavljeno konec letošnjega leta. To pomeni v praksi kaj? Več udobja ne za 3,5 tone za B kategorijo, ampak verjetno za 4,25 tone za B kategorijo vozniške. Torej, z običajnim vozniškim izpitom B kategorije bomo lahko vozili tudi težje avtodome, seveda potem, ko bodo države EU ta dogovor tudi dokončno vpeljale v prakso. Zato imajo na voljo 4 leta, v tem času pa morajo določiti tudi, kakšen bo postopek pridobitve te dodatne podkategorije. V predlogu uredbe je vpisano, da bo potrebno narediti ali šola vožnje, ali test, ali oboje. Interes, ki ga zagovarja naša industrija, pa je, da bi se opredelili za šolo varne vožnje ali pa šolo vožnje. Minimum je predpisano 7 ur, naš predlog je, da bi se to opravilo v nekem mogoče celo vikend paketu, mogoče ali zaprtih progah ali pa tudi na cestah z določeno kontrolo. Na tem mestu spomnimo, da višja masa zahteva, da poskrbimo za ustrezne vozne lastnosti. In v eni naših preteklih zgodb smo vam že pojasnili, kaj vse se lahko zgodi zaradi previsoke mase. Če imamo vozilo obremenjeno na maksimalni meji, se te listnate vzmeti v bistvu toliko poravnajo, da os nasede na... Ni več napeta? Ne, ni več napeta, pač se ona poravna. Posnetke proizvodnje bomo prihranili za kakšno drugo zgodbo, preselimo se zdaj na poligon na Vransko, kjer smo v praksi preizkusili nekaj Adrijinih modernih rešitev. Najprej smo pri vzvratni vožnji primerjali kamero in klasična ogledala. Po tej izkušnji lahko poročam, da velika pokončna zaslona v isti višini, kjer imamo ponavadi klasična ogledala, delujeta bistveno bolje kot avtomobili s takšno rešitev. V avtomobilih so nam namreč ogledala nadomestili s premajhnimi in prenizko nameščenimi zasloni. No, v avtodomu pa bi se takšnih zaslonov celo lahko navadil. Potem sem v praksi spoznal, da je zaradi visoke mase veliko pozornost nujno nameniti gumam. Na enem imamo nameščene zimske pneumatike, na drugemu, te mojemu, ki ga bom jaz upravljal, imamo nameščene letne pneumatike, torej ista hitrost, ista površina. Poskušali se bomo ustaviti čim prej in primerjali razliko. Just going to stop in front of the obstacle. Zaviraj, dej. Stop in.
Braking all the way down. Just push the brake. Push the brake all the way down. Don't release the brake. Tako velike razlike v zavorni poti nisem pričakoval, začudeni so bili celo AMZS-jevi inštruktorji in pa Adrijini inženirji. Izredno me je navdušil elektronski sistem za stabilizacijo vožnje prikolice, v našem konkretnem primeru v Renaultu Scenicu. If your caravan is sliding on the side and you will be faster, what will happen? Suck. That's not good. What will you do? Oh. Don't do that. Please don't do that. Please don't do anything with your steering wheel. Okay? Don't do anything with your steering wheel. Just release the throttle pedal because it is electric driven car. It have a recuperation, so it will brake a little bit, and try don't to do much with your steering wheel. Gently. Torej, ko prikolica zadaj zaniha, samo mirno odvzemite plin in nikar ne opletajte z volanom. Tako bo elektronika odpravljala samo nihaj prikolice, ne pa poleg tega reševala še vašo napačno reakcijo. No, pri avtodomu, kjer je to vozilo pač v enem kosu, pa je vseeno treba znati pravilno rokovati. Excellent job. Well done. Good. Very well. When you combine braking and avoiding, so braking and turning the steering wheel is much more easier. No, potem je sledil zabaven in tudi najbolj umazan del treninga. Da zmore, naj vam dokažejo naslednji kadri. Vemo, da danes tradicionalni kempi, tudi ti novi, ki nastajajo, so polni. Vidimo pa tudi recimo neke trende po Evropi, da se odpirajo kempi tudi na nekih bolj nedostopnih lokacijah, ki ne moremo reči, da so divje kampiranje, ampak verjetno tudi niso tako dosegljivi vsakmo. In jaz verjamem, da bo tudi več in več tega. Se pravi Robinsonski kempi. Recimo, ja, tako imenujemo. Kakšno opremo potrebujemo pa takem kemperju? Naš super twinček, ga imenujemo, je že serijsko opremljen za 4-kolesnim pogonom, pa all-wheel drive. Za 4-kolesni pogon ni dovolj, ne? Ne, seveda, na to damo potem tudi off-road gume, ki so stano pneumatike, standardno. Ponujemo pa tudi ogromno asistenčnih sistemov, že sam Mercedes, ki je tudi downhill assist, ne? Se pravi ta sistem za spuščanje poklancev. Ja, hill holder, se pravi ta sistem, ki drži v bistvu vozilo, ja. Tako, ja. To je pa serijsko verjetno. To je vse serijsko, ja. Koliko je pa zdaj kombi dvignjeno tal? Kombi zdaj, če gledamo recimo višino stopnice, je na nekih 45 cm oziroma 47, če gledamo pa zadnjo, se pravi opremo, je pa okrog 27. Omenil sem Scenica, torej električnega Renaulta, no zaradi takšnih avtomobilov pa Adrijini inženirji ne počivajo. Pri kolicah trenutno zaznavamo majčken padca povpraševanja. Zagotovo je en velik, za nas trenutno še precej neznan razlog, električna vozila. To pomeni, da moramo, če avtomobilisti pripeljejo težje vlečno vozilo, na drugi strani olajšati. Seveda pa ta olajšanje s kilogrami ne sme iti na račun udobja, ki ga pravzaprav naš kupec pričakuje na dopustu. In to so kar veliki izzivi na koncu za vse nas. Taka ali prikolica, ne, to je seveda cenovni razred proti krepko po 20 000 evrov. Ne. Zdaj pa vsi razumemo, če gremo noter z ogljikovimi vlakni, pa ta zadeva bo sicer lahka, ne bo pa več v tem cenovnem razredu. Se pravi, mi bomo morali razumeti, da bo ta multienergijska zgodba na koncu osvojila svet in bomo mogli mi razpršiti ne danes toliko morda po nivojih udobja pa velikosti, ampak bolj razpršiti v smeri ICE, hibrid, elektrika, za vsak tip vozila, za vsak tip kupca pravzaprav pripeljati na trg ustrezen produkt. Med ogledom proizvodnje sem ponovno videl tudi enega tistih sestavnih delov, ki imajo eko predznak. Katerega imam tokrat v mislih? No, kliknite in poglejte.